Lep pozdrav na novinarski konferenci po tretji seji vlade. Predsednik vlade bo predstavil izsledke primopredajnih zapisnikov in pa predstavil še nekatere druge teme, ki so bile danes na seji vlade. Prosim, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem skupaj. Vlada se je danes med drugim seznanila tudi s poročili posamičnih resorjev, ministrice in ministrov o primopredaji. Glede na to, da je bil to zahteven projekt in glede na omejen čas smo se koncentrirali predvsem na ugotavljanje finančnega stanja, ki so ga kolegica in kolegi našli v resorjih, ki so jih prevzeli. To je tudi ključno z ozirom na terminski načrt, ki ga ima vlada in po katerem se ukvarjamo v tem času v veliki meri predvsem za pripravo rebalansa proračuna. O primopredaji smo ugotavljali, kakšno je finančno stanje v posamečnih resorjih glede na proračun, ki je bil sprejet za letošnje leto in predvsem glede na že prevzete obveznosti. Zdaj v seštevku je ta primopredaja pokazala, da je bilo za letošnje leto prevzetih za okoli pol milijarde, se pravi za okoli 500 milijonov evrov več prevzetih obveznosti, kot je bilo v proračunu načrtovanih sredstev. Če pa temu prištejemo še potrebe, ki izhajajo iz zakonodaje, iz pravic in obveznosti, ki jih ima vlada oziroma iz pravic, ki jih imajo proračunski uporabniki in obveznosti, ki jih ima vlada do njih, potem pa ta razkorak med proračunom, ki je bil sprejet za letošnje leto in sredstvi, ki bodo na voljo, znaša skoraj milijardo evrov. Torej, če sem še bolj natančen, ne gre toliko za razkorak med sredstvi, ki bodo na voljo in sprejetim proračunom, ampak gre za razkorak med obveznostmi, ki so bile prevzete in med sredstvi, ki so planirana v proračunu. Zdaj, kakšna bodo dejansko možno sredstva, ki jih bomo zbrali v letošnjem proračunu, bo jasno, ko bo vlada naslednji teden verjetno določala makroekonomski okvir proračuna oziroma proračunskih dokumentov. Zdaj, iz te številke, ki je velika, ki predstavlja več kot 10% proračuna, izhaja, da proračunski dokument, ki ga imamo za letošnje leto, ne more biti neka realna osnova oziroma podlaga za pripravo rebalansa proračuna, zato se bo vlada bolj naslonila v smislu osnove na realizacijo proračuna v lanskem letu. Zdaj, ta izsledek oziroma to spoznanje, ta rezultat, kar se financ tiče, je pomemben zaradi tega, ker kaže zelo nazorno, kam lahko pride država v situaciji, ko nima delujoče vlade oziroma ko se politična kriza vleče več mesecev. Slovenija se je vlekla tam od septembra, ko je bila prejšnji vladi izglasovana nezaupnica, pa do 10. februarja. In kakšna je cena takšne politične krize v milijonih, lahko bi celo rekli milijardi evrov. Tako da za prihodnje se je treba narediti vse, da se takšnim situacijam izognemo. Govorimo o predlogih, ki so dani za to, da se popravi oziroma dopolni slovenska ustava, tako da bo možno takšne situacije, takšne politične krize v Sloveniji skrajšati. Jaz upam, da bo vsaj dvotretjinska večina za te predloge, ki so podani, in da nikoli več ne bo možno delati takšnih seštevkov. Širšo sliko, ki smo jo našli v primopredaji, predvsem v makroekonomskem smislu, bom jaz skupaj s pomočjo nekaterih drugih kolegov iz vlade širše predstavil socialnim partnerjem v ponedeljek na seji ekonomsko-socialnega sveta. Bo tokrat nekoliko razširjena, tako po temi kot po udeležencih. S predsednikom so se dogovorila, da bo ta seja v ponedeljek popoldan v Kongresnem centru Brdo odprta za javnost, tako da ste vabljeni. Vlada tam predstavlja širšo sliko stanja v Sloveniji, pa tudi v mednarodnem okolju
Predstavili pa bomo tudi izhodišča za nov socialni sporazum, ki jih je vlada sprejela na prejšnji seji. Danes pa smo dopolnili vladni del ekonomsko-socialnega sveta. S tem so izpolnjeni vsi formalni pogoji za to, da socialni dialog steče. Pričetek bo v ponedeljek, popoldan na Brdu, in kot rečeno, tam bomo predstavili poleg te makroekonomske in javnofinančne slike države in evropskega okolja tudi ta izhodišča za socialni sporazum. Morda nekaj več besed o tem. Gre za pomemben korak, za prvi korak v namenu, da pridemo do socialnega sporazuma v dveh fazah. V prvi fazi se bomo skušali uskladiti vlada in socialni partnerji o stanju, v katerem trenutno smo. Temu služijo ta izhodišča, ki jih je vlada sprejela na prejšnji seji. Smatramo, da bomo preko takšnega pristopa hitreje prišli do cilja. Ta izhodišča so relativno splošna, oziroma predlog izhodišč, ki jih je sprejela vlada za nov socialni sporazum, so relativno splošna, vendar pa dovolj konkretna, da omogočajo poenotenje o stanju, v katerem v tem trenutku Slovenija je, oziroma da omogočajo, da vsi, ki bomo sodelovali pri oblikovanju socialnega sporazuma, prej preden vidimo posamična drevesa, zagledamo gozd. Računamo, da bo možno sama izhodišča uskladiti v relativno kratkem času, nekaj tednov. Po podpisu teh izhodišč pa se bodo pogajalci lotili novega socialnega sporazuma. Pristop bo nekoliko drugačen, kot je bil v preteklosti, ko je vlada predlagala nek tekst in so potem socialni partnerji na tisti tekst dajali pripombe. Zdaj bo določen nek rok, če do seveda partnerji sprejeli takšen pristop, v katerem bo vsak lahko predlagal posamične točke vsebine tega socialnega sporazuma. Potem, ko bomo zbrali te predloge, bo delovna skupina oblikovala prvi delovni osnutek, ki bo imel zelo verjetno veliko variant in alternativ, in okrog tega bo potem stekla prva faza pogajanj, kjer bomo skušali zadevo pripeljati v fazo, ko se bodo te dileme izčistile v nekaj rešitev na posamičnih področjih. In v tem zaključku bo potem prišlo do poskusa končne uskladitve besedila socialnega sporazuma. Računamo, oziroma rok, ki je predlagan v teh izhodiščih, je, mislim, da tam 20. junij. Ambicija je, da zaključimo pogajanje in tudi podpišemo oziroma sklenemo nov socialni sporazum prej, preden poteče rok veljavnosti interventnega zakona, s katerim so pač določene aktivnosti, ko gre za javne finance, zamrznjene. Imeli smo nekaj kontaktov z posamičnimi partnerji v okviru socialnega partnerstva, ki večinoma pozdravljajo tak pristop. Kakšen bo končni odziv, bomo videli v ponedeljek. Poudarjam pa še enkrat, da vlada s tem misli resno. Na seji ekonomsko-socialnega sveta bomo povabili tudi predstavnike opozicijskih strank, ne zato, ker bi želeli narediti z njih socialne partnerje, oni so politični partnerji, ampak zato, da skupaj poslušamo in se seznanimo z to sliko in stanjem, v katerem država je, in potem deloma ločeno od tega socialnega sporazumevanja skušamo tudi na političnem polju doseči dogovor o ključnih korakih, ki jih mora Slovenija narediti, zato da najprej izide iz krize, potem pa tudi, da se strukturno prilagodi spremembam, ki jih zahteva čas. Toliko na kratko, nekatere druge teme, ki so bile obravnavane na vladi, bodo predstavili moji kolegi.